Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Trenutno se nahajam v Beogradu. Rada bi vas, preden gremo na današnjo epizodo, spomnila na naš dogodek, ki se bo odvil 20. aprila. Pripravljamo kar tako zanimivo druščino pod nami in seveda bo tudi sam dogodek tudi zelo zanimiv in pester, ravno tudi zaradi te druščine. Z nami bo seveda Andraž Grahek, ki je tudi sicer danes moj gost. Zdravo, Andraž. Živijo. Jaz zdaj na hitrico bom povedala še, kdo vse bo gost našega dogodka 20. aprila, ki se bo zgodil v živo v Kristalni palači. Kot sem že prej na začetku omenila, z nami bo pestra druščina, pisana druščina gostov, tako da jaz se že kar veselim tega dogodka. A se ti tudi veseliš dogodka? Ja, ko mi čakam, čisto sem na trnih, kaj ne reči drugega. Sicer imam še kar nekaj dela do aprila, ampak lej, pač ja. Vsi imamo še nekaj dela do aprila, vsi, Andraž, čisto vsi. Se pravi, z nami bo tudi Damjan Merlak, večkratni gost MoneyHow, tudi na zadnjem dogodku je bil Damjan z nami, serijski podjetnik, investitor, kriptomilionar in tako dalje. Z nami bo tudi Egon Zakrajšek, ki je bil 25 let zaposlen na ameriški centralni banki, zdaj pa na banki za mednarodne poravnave v Švici. Nejc Bizjak se nam bo oglasil iz New Yorka, prihaja iz kriptomenjalnice Bitstamp. Z nami bo tudi Boris Cergol, ki smo ga tudi že gostili v MoneyHow na temo umetne inteligence in ChatGPT-ja, je pa poznavalec trendov na področju umetne inteligence, regijski vodja podatkovne discipline v podjetju Endava in v preteklosti se tudi ukvarjal s trgovalnimi strategijami. Z nami bo Tomaž Štolfa, večino življenja je preživel med Silicijevo dolino in pa Berlinom, ustanovil je nekaj uspešnih startup zgodb, bil je angelski investitor, zbral je več kot 100 milijonov evrov denarja. Zelo zanimiva zgodba. Andraž, ti ga kar precej dobro poznaš, pa boš lahko mogoče malce več povedal v nadaljevanju. Z nami bo še Andraž Brili, ocenjevalec vrednosti nepremičnin in partner v Capital Genetics. Z nami je bil tudi večkrat na podcastu MoneyHow in pa tudi na zadnjem dogodku. Ima vpogled v aktualno dogajanje na trgu nepremičnin. Ravno pred vklopom za snemanje te epizode se nam je oglasil in je rekel, da je dobil sveže podatke s trga nepremičnin, tako da seveda bomo o tem tudi še kakšno rekli. Ostale goste podelitve še čakamo. Jaz mislim, da bo kar pestro in zanimivo. Andraž, se strinjaš? To si že tako povedal, ampak zdaj se ponavljam. Pri tolikih sogovornikih pa tako različnih profilih je to skoraj neizogibno. Tako da pripravite se na kataklizmo. Ja, vabljeni na dogodek, torej spletna stran money-how.si, tam imate vse navodila, kako se lahko udeležite dogodka, tako da prisrčno vabljeni. Mislim, da bo kar zabavno, zanimivo in seveda govorili bomo tudi o aktualnih temah, ne bomo samo se hecali, imamo seveda aktualnost borznega parketa, kriptosveta, trga nepremičnin, pogledali bomo, kakšne so bile lekcije iz finančnih kriz in zlomov, pogledali bomo tudi, kakšen bo ali pa je vpliv umetne inteligence na svet financ in upravljanja denarja. Seveda bomo pa tudi pogledali tudi dolgoročnost, to je ključnega pomena, ko govorimo o investiranju. Andraž, midva danes sva se odločila, da bova posnela tole epizodo, zaradi tega, ker je bilo kar nekaj vprašanj načetih na našem Discordu. Povezavo do Discorda imate v opisu epizode. In sicer veliko nas sprašujejo, kaj si mislimo o vseh teh dragih seminarjih, ki se zdaj ponovno pojavljajo vse povsod po družbenih omrežjih. Nekateri seminarji seveda so brezplačni, te nam mamijo, pridi k nam, potem pa seveda za kakšne malo bolj konkretne informacije pa zaračunajo tudi kar precej denarja. O tem nekaj smo že govorili, ampak nismo pa še nikoli tako šli v detajle, tudi ne vem, če bova o omenih govorila, ampak ja, vsi vemo, kdo to ponuja. Mislim, da so oglasi, da so zelo vešči, bom tako rekla, zelo vešči oglaševanje in zelo dobro poznajo, kako pritegniti v bistvu pozornost. Povej, Andraž, kaj si ti misliš o teh prodajalcih dragih investicijskih
naložbenih delavnic in drugih produktov. Sem ponovadi preveč govorim, sem pa zelo kratek. Vršte to v kanto, pa ne hodite tja. To bi bil moj nasvet. Andraž, mislim, da še... Lahko pa zdaj elaborirava. No, evo, sem vedela, da sledi elaborat. Ja. Sem vedela, da sledi tvoj elaborat. Tako da, po moje lahko, ampak ja, povej tvoje mnenje, kako ti gledaš na to. Mislim, pač poslovni model tega je, da se pač prodajajo seminarije, ne? Ni poslovni model, da nekdo, ki daje tam na svete, deli usodo in je njegov prihodek ali pa učinek njegovega početja poslovnega vezan na bogatstvo njegovih strank ali pa da bi participiral zato, ker bile stranke bogatejše. Ne? Zgodba je, da se verjetno prodaja en seminar ali dva, nihče ne zna napovedovati prihodnosti, še daleč od tega pa, da boste to zvedeli na enem seminarju, kjer vam bo nekdo, boste plačali 500-600 evrov, boste vedeli prihodnost in obogateli. Ali kako že to funkcionira? Po tej logiki bi bili vsi milijarderji in milijonarji. Zgodba je taka, pač izvaja se pač tukaj trženjski marketing na spletu, seveda to mora biti enostavno dostopno, kar nekaj je teh ustreznih kavlov, da vas pač prepriča, da tam so neki kredibilni ljudje. Seveda, potem, ko te kredibilni ljudje pridejo, zahtevajo plačilo in o neki temi seveda govorijo in jo seveda poznajo, ampak to ne pomeni, da se bo to rezultiralo v plusu za vašo denarnico. Seveda boste pa vi z lažjim srcem, ker nekdo, ne vem, obvlada biotehnologijo ali ne vem kvaži Web3 in ne vem, elektromobilnost ali pa kaj tretjega spet, kakšne rudnike zlata, paladija in bog si ga vedi česa ali pa kripto, karkoli pa če je na koncu že tista strokovna tema, ne, boste seveda plačali za to. Če kaj hodil za ston je malo čuden, ne, če pa neki jurja stane, ne, bo pa, je pa že, ne, ste pa pač ne more kar vsak tja pridati, ne. In dostikrat se zgodi to, da te seminarje ljudje plačajo 2-krat, 3-krat in pol nikoli več, ker je rezultat njihovega investment performansa pač tak, da itak prvič jih je malo sram, da so plačali v njih par tisoč evrov, zato pol kakšnemu prijatelju pojamrajo, rezultat je taka, kršen je. Je pa tudi tako, ne? Če pa slučajno smo v trgu, kar raste, pa za prodajalce teh seminarjev to je itak super, ker itak so oni zadolženi za to, da je to zrastel. Mislim, se vemo, da so obdobja, ki je najbolj obskurne delnice so pač najbolj rasle in to smo dobro videli, ne vem, imeli smo spec boom ali pa kakšne druge stvari in to je šlo vse za 90% dol in takrat, ki je rastel, pač blok seminarje samo v tem delu ali pa v kriptotu ali pa v etru ali pa bitcoinu, ampak to je tako, ne? Pač vi za to, da kupite te delnice, ne rabite plačati jurja, pojte pogooglati, pa na YouTube gor pa v te iste tikerje dobilka na teh seminarjih. Ne rabite jurja plačati za tisto pametovanje, ne? Ali pa kupite eno knjigo, ki vam bo isto, boste izvedeli za 20 evrov, kot tam za 200, 300, 400, 500 ali pa ne vem, mislim, vi seminarja o ETF-ih in zakaj delujejo, res ne rabite plačati 500, 600, 700, 800 evrov ali več, recimo, ne? To je tako, raj ta denar investirajte v globalno razprošen ETF in tam boste nekaj kratnik tega čez, ne vem, 10 let, 20 let dobili nazaj. Tukaj je navte nič nazaj dobili. Po ta denar šel. Takega izobraževanja z enkratnim dotikom za 1000 evrov močno odsvetujem. Pač. In tudi, kako je že tist, ki človeku dobro hoče, ne ga nauči ribe loviti, ne pa pač mu ponuja, da vzaj klen hiter recept, pa je ribe kar v čovn skočile noter za jurja, ali kva že točen. Ne? Tako da jaz bil kle zelo, zelo, zelo skeptičen in danes je toliko prostor razpoložljivega znanja vezanega na investiranje, do katerega lahko dostopamo, če si samo vzamemo čas, tako da še največ, kar morate investirati vaš čas, da malo pogooglate, malo gledate, YouTube je itak poln, rekel, čist koristnih v bistvu stvari, če hočete raziskovati, saj tudi sami, če malo uporabite čist zdravo razumsko logiko, da je ugotovili, da tako, kot je enkrat Jim Rogers rekel v enem tvojem podcastu, nikoli ne uporabljajte in plačujte vročih delniških namigov, hot stock tips in to, sam tega ne delajte. Odkrijte nekaj, kar deluje za vas, najprej bolj enostavne stvari, kot je pa se počutili, da
ne vem, se hočete naučiti kakšno delnico tudi analizirati, pa mogoče razumeti, zakaj ste jo kupili, takrat ste na pravi poti, ko vas to začne zanimati. In zato, ne vem, mogoče boljš kupiti izobraževanje pol na temo, kako se analizirajo delnice, ne kjer naj kupam, da bom jaz obogatel, če že morate, ali pa sam zato imate knjige in videe in to res ne stane veliko denarja, no, v bistvu, sam čas morate investirati. Tako kot vsako stvar, vožnja kolesa, ne vem, kuhanje, karkoli, fitness, posod so iste fore, samo ljudje vsem prodajajo hitre bližnjice za 500 evrov in isto so te seminari, čez isti šmoren v bistvu. Ravno zdaj gledam tukaj na našem Discordu, kar precej so se nekateri razgovorili, kar se tega tiče, okrog 1000 evrov stane en tak potem seminar oziroma konkretne delavnice, ker dobiš tudi konkretne namige, katere delnice kupovati. To pa je lahko tudi zelo nevarno, ko govorimo o nekih konkretnih imenih oziroma podjetjih, ker mogoče nima vsaka oseba je individuum in tudi samo investiranje je zelo individualno, ne? In tudi nimamo vsi enakega nagnjenja k tveganju. To so stvari, ki jih je potrebno po moje upoštevati, pa tudi vsi nimamo toliko časa, da bi se ukvarjali potem z spremljanjem teh investicij. Je pa res, da mogoče obljubljajo te guruji investiranja oziroma te, ki prodajajo te delavnice, da bodo to naredili namesto nas. Ampak pod črto je pomembno prevzemanje odgovornosti. Ali ne. Zdaj, ko mi damo recimo denar v individualno upravljanje, veljajo neka pravila, neki zakoni, neki standardi, tukaj pa v bistvu nihče ne prevzema nikakršne odgovornosti. Vsak lahko v bistvu pove, naredi karkoli, zato zaračuna ATVP in drugi regulatorji se tukaj ne bodo obregnili, tako kot se do zdaj še nikoli niso v take zgodbe, ampak mislim, da bi bil potreben nekakšen nadzor, ko govorimo o konkretnem investiranju oziroma ko se prodajajo neki investicijski nasveti. In to konkretno je, čeprav, če sem jaz dobro zasledila, se nekako ograjujejo od tega, da so to nasveti finančni, da v bistvu vsak potem ravna po svoji vesti, kar konec koncev lahko rečemo, da je tudi res. Ne? Ti vedno na koncu sprejmeš sam odločitev in sam moraš stati za to odločitvijo, ki si jo sprejel, ali je zdaj dobra ali je slaba. Kaj ti misliš o tem, o konkretnih delnicah? Ja, da je to bullshit, čist simple. In tudi v bistvu, ko imate tam analitike v Goldman Sachsu, pa čekirajo, pa so skozi na klicih s temi CFO-ji, pa CEO-ji, pa vse vejo, pa nejavne informacije imajo, pa vse živo, pa študirajo tistih bogih 7 delnic celo življenje, v resnici ne, pa ne znajo napovedati za 2 let naprej, kakšen bo donos. Ali vidite pa na enem seminarju za Jurija to zvedeli, ali kva že točen. Pa tistega, ko vam je te stok tipe dal, mu čisto vse mu je v tebi zaslužil denar ali ne. On je pokasiral cash in prodaja. Zdaj pa tukaj je točno tako, kot se rekla. Tukaj je neka regulacija naložbenih nasvetov, kdo to lahko počne, koliko mora biti kvalificiran, različne države imajo različne predpise, a ne? In zdaj te stvari so namenjene ravno temu, da naj bi pač tisti, ki to delajo, imeli neko moralno dolžnost, da razložijo, kaj delajo, zakaj delajo, da vsem razmišljajo v korist svojih strank, da se izogibajo konfliktu interesov. Primer vam dam, ne? Če en prodaja nek produkt finančen, ne vem, sklad, trži delnico, obveznico, ne vem, ali pa kvaj, svem kaj, ima neke koristi od tega in dobiva provizije od izdajatelja, ne? In vam reče, prodajte vse in kupite tole, ker je najboljša stvar, ne? In je to naredil samo zato, da bo potegnil 5, 10 ali pa karkoli, pa če že na koncu odstotna provizija, ne? To je problem, ne? In ravno to se ne bi smelo dogajati, te konflikte je treba razkriti, ne? In zdaj pa slovenski trg še zlasti je pa tako majhen, da je v prostem izraz bom uporabil iz juga dol, svi goli pa košta voli, tam se da zaslužiti, tam bomo mi zaslužili, ni, a ne, zdaj, valjda rabite licence za trženje recimo vzajemnih skladov, ampak stockpiki, YouTube, kriptoseminari, vse to je pa unkao, to mi ne nadziramo, ne. Govorimo o agenciji, pa kot Slovenija kot taka. Sej na koncu bom pa tako rekel, iskreno povedano, jaz nisem čist prepričan, kaj sploh tisti nasvet, ki ga vi potrebujete, ker nasvet, če iščete 5 unih delnic, ki sem jih jaz na prtiček zelo vam napisal, to mogoče zame osebno velja, tudi če imam 5 mojih top delnic, za naslednjih par mesecev pa se pa to lahko vse spremeni,
Kako bom jaz vam 10 let napovedal, kater donos bo, pa jaz bom vmes prodal, vas nav zraven, to je brez veze, čist popolnoma brez veze. Lahko vam dal dostop do mojega portfelja, pa ga gledajte, e-toro zgodba, ne? Pa bo spet točno ta scena, jaz bom sprejemal drugačno tveganje kot vi in to bo samo vodilo to, da bo neki trade non-stop, tudi to se dela. Pokažem portfelj, neki tradam 2 let, kam nimam jaz dobrega performansa, greste slediti nekomu drugmu in tam je spet cilj sam provizije nabirati in pa te ugotovili, da se obrne 2, 3krat, 4krat vaš portfelj okrog in pač brokerji so veseli. Tako da tukaj doskrat je less is more, stopaš malo nazaj, začneš pri čistih osnovah, torej narediš osnovo in varčuješ na dolgi rok in zato imamo stroškovno nizkocenovne in v bistvu, bom tako rekel, zelo robustne ETF-e, ki jih večji ponudniki dajo in to je vaš način, kako morate začeti varčevati. Danes je ta dostop do trga neverjeten, v bistvu ful so nizki stroški, to lahko začnete delati. Ko se pa odločate, katero delnico te kupili, boste pa nekaj časa, in tukaj govorim, čisto iskreno povem, ne govorim o tednih, niti ne o mesecih, ampak let mogli investirati, da boste začeli ugotavljati, kako boste vi ugotovili, katere delnice bojo premagale trg. Pa še pol ni garancije, da se bo to dogajalo. Ker pač tako je, to je težko, res je težko. In misliti, da boste šli kaj pa v 5 simbolov vam dal, to je brez veze. Tudi še en drug podatek, ki je toliko teh seminarjev, kriptotrading, pa ne vem kakšen trading. Pač kripto je samo še en finančni inštrument, v bistvu s katerim se trguje. Pogosto tudi zelo na vzvod in druge stvari. Ne? Ravno Centralna banka Indije je dala ven študijo, ravno sveža, ne vem kakšne par mesecev je stara, ki so analizirali, kakšne donose traderji na derivativih tam ustvarjajo na indijskem trgu. Kaj veste, da so vsi malo podivjani in tako tam trgujejo gor dol. Predstavljajte si pač indijski temperament, ki je tudi malo gamblerski. Ne? Tam mislim, da je 90% ljudi izgublja denar, pa so profesionalni traderji. Mislim, samo 5% trga ustvarja denar. Sam tok. In vi ste zdaj šli na ta trg po enem seminarju in obrnili portfelj 5, 6, 7, 8, po 10. obratu in my guess, da boste imeli samo še 20% od tega zneska. Iskreno povedano. Tako da, če že kripto, mogoče ta na svetu kripto, to če bi verjel na dolgi rok, ta hodl ni tako glup, ker saj naš tradov na butastih seminarjih milijon kriptovalut imel in na koncu ste jo obrali za vse živo. In točno to se prodaja. Se sem videl, kva recimo zanč berem v enem slovenskem portalu, nam spet v imenih, ne vem, najbogatejši Slovenci so obogateli iz blockchaina. Pridite na naš seminar, vam bomo mi povedali, katere kriptovalute kupiti in tudi vi boste na seznamu. Mislim, sej, en bo rekel, če tako glup pa plače Jurija, mislim, to je doskrat mentaliteta ljudi, to slišam. Jaz samo ponavljam, kar slišam od drugih. Sej, kdo bi bil pa tako nor, da bi šel tja in res to verjel, da boste vi, se bom prevečujem, živijo Damjan, by the way, postali Damjan Merlak, ker greste na en seminar, kupili 3 kriptovalute in potem boste na seznamu gor z, ne vem, 200 milijoni ali kvaži točen čez 5 let. Mislim, en bo rekel, če to verjameš, en bo rekel, pa ni jih lupijo, po domač povem, če so tako naivni. Ti pa praviš, a bi mogla biti agencija, ki zaščiti te ljudi, dostkrat govorijo ljudje iz panoge pred lastno neumnostjo ali pa naivnostjo, da ne bom preveč grob. In to so skozi te debate, ampak na koncu nihče, tako kot si ti pravilno rekla, nihče ne bo prevzel odgovornost za vaše izgube. Agencija jo ne bo prevzela, tiskom je dal na svet, bo rekel, vse je bilo vse napisano, pa tam bo nek droben tisk, da itak je to sam za hec mal, pa nek seminar, in na koncu boste vi lahko hodili po svetu okrog naslednjih 20 let in govorili, kako so vas zavedli in ne vem, kaj še vse točen. Ker to se v 80% na rok, ki je daljši leto ali 2 dogaja. Teh zgodb je, ne vem, dajmo reči tako, ljudi, ki hodijo po kopališču upanja investitorjev je neskončno, iskreno povedano. In jaz sem tudi z enim bil zanč, ki je sicer en strokovnjak na drugem področju in je rekel, ko ne naredim, jaz sem vse te seminarje dal čez in v bistvu rezultat je bil katastrofalen. Sem rekel, ker pač si padel noter v neko zgodbo, ki smisel, da delaš nekaj dobrega, v resnici pa pač to ne funkcionira tako. Pač ne moreš bližnjic iskati. In to je pa drug point, bližnjice. Vsi bi bližnjice iskali. Hitra bližnjica do bogatstva, na hitrco obogateti, na hitro ustvariti nekaj. Pač ne strano nočemo sprejeti, da to ne obstaja. Zdaj, če hočeš nekaj hitro narediti, velik riziko,
In je tudi gamble. Saj en bi rekel, v kazino je tudi gamble, pa je hiter lahko rezultat. Pa vsi vemo, kje veliko teh igralcev konča skozi čas. In na tradanju, iskreno povedano, ni dosti drugačna statistika, nažalost. Zadolžijo se ljudje, 90% jih je uspešnih in na koncu končajo bolj na dnu, ne na vrhu. Lahko da uskočam tlele. V bistvu sem podcenila sva te delavnice in programe, dražji so od 1000 evrov. A veš, recimo Warren Buffett, koliko let ima on? Krepko čez 90, krepko čez 90 let ima. On ima res dolgo zgodovino, doživel je 1000 stvari v tej svoji dolgoletni karieri. Mislim, da je on začel že z 12 leti prodajati tiste avtomate, imel za Coca-Cola, kako je bila že tista zgodba. V glavnem, zelo veliko je študiral, bral, analiziral finančne izkaze, res bil človek, ki je se posvetil svoje celo življenje v bistvu temu, da je naštudiral te stvari. Pameten človek, razgledan človek, ima širino, skratka, potem zdaj malo tako scrollam med tem, ko ti govoriš, in tole mi pa je zelo zaskrbljujoče. Kako od finančnega nevedeža do Warrena Buffetta v 2 korakih, v 2 dneh, se opravičujem, v 2 dneh. Andraž, kako postati Warren Buffett v 2 dneh? Povej mi. Sej, to je bom eno tako smešnico povedal, kaj enkrat je moj prijatelj se ful zgražal, ker je neki bentil, pa rekel, te ljudje, pa na neki drugega se je sicer nanašal, ampak je rekel, moški mislimo, da če bomo kupili, ne vem, Ronaldo spodnje perilo bomo dal gor, pa bomo kar Ronaldo zgledali. To je isti stance, ista zgodba. Če šuke na seminar, boš čez 2 dni Warren Buffett, pač ne boš, tako kot tudi jaz, če ne vem koliko teh vprost gad kupam, ne bom Ronaldo, pa ne Beckham, pa ne vem kdo. Isti jajc. Isti jajc. Ampak jaz se sprašujem, če so te ljudje postali dobesedno Warrena Buffetti in če so tako uspešno trgujejo, zakaj jih ni na lestvici milijarderjev na Bloombergu? Na Bloombergovem indeksu milijarderjev. Ja, sej ni, sej to ni point, Point je zaslužiti pač, to je pač posloven model, kjer pač ti uporabiš marketing. Prejšnjo epizodo sem tudi poslušal od Kajaloša Bagula vse tiste 3 ključne vzgibe človeka, v bistvu hrana, neki finančna varnost in itd. Razmnoževanje in lepota in kako to deluje pri nas, In to je dosti tako podoben, kle se isti triki, oni vam instantno finančno varnost prodajajo in to, da vas bojo intelektualno preoblikovali v čist neki drugega. In zdaj obstaja neka knjiga Franz Kafka, Metamorfoza, in v realnosti se točno to dogaja. Človek v bistvu namesto, da bi šel na neko stanje, se spremeni v pač neko drugo bitje zavesti, ki bolj gnije in se spremenja v neki, kar ni misel, da bo. In pač tako je. In vsakič, ko kupaš del tega seminarja, greš stran od tega, kar bi mogel početi. Tako da, valjda pa to pali, vsak bi bil rad Warren Buffett, vsak bi bil rad, ne vem, Damjan Mrlak in na lestvici slovenskih bogatašev, ali pa ne vem, kdo je pač še gor, se niti nima veze, A veš, in pač na to se igra. Vsi vemo, da je to bullshit. Ampak tukaj so statistike, x ljudi bo šlo naprej in je lijak, tukaj je funnel, se temu reče, tukaj se konverzije gledajo po vsaki štengici, to, ki jih pogleda, to, ki jih klikne naprej, to, ki jih nahukamo, to, ki jih je firčnih, to, ki dejansko, ne vem, misel, da je to neki, to, ki vpraša frende, ki so to kupili, ki sploh ne vejo, kaj jih čaka in gremo dalje. In v bistvu tukaj se prodajajo sanje na nek način, to je čisti bullshit. Kar je zanimivo, recimo, dajmo iti malo na strokoven del, da namo sam neki rohnel pa bruhal ognja. Recimo CFA, to je pač Chartered Financial Analyst naziv, ki ga pač inštitut v bistvu podeljuje, in to moraš narediti nek 3 leta najmanj rabaš za to. Večina jih tudi pade na teh izpitih enkrat ali dvakrat, ampak skozi časom je to nek uveljavljen naziv, ki ga imajo ljudje kot profesionalci v upravljanju premoženja in finančnih storitvah.
In v bistvu point je to, ne, da tam recimo je ena izmed stvari, ki se uči, so tako imenovani Global Investment Performance Standards. To pomeni, kako moraš ti, ko neka inštitucija preverja tvojo zgodovino za nazaj, kako dobro si ti investicije v bistvu izvrševal, ne, ali glede na indeks ali karkoli, predpisuje, kako moraš prikazovati to zgodovino, zato da se lahko donosi med sabo primerjajo različnih strategij. Ker pri nekaterih je pomembno, a si to s 5.000 evri naredil ali s 50 milijoni ali pa 50 milijardami, pač važen je, kako to počneš. No, pri teh seminarjih enkrat v lifeu te ljudje nikoli nimajo open kimono razkritja za nazaj, preverjeno, revidirano, kakšen donos so njihove strategije naredile v zadnjih 10 letih. Njihova trditev, da boste vi postali Warren Buffett v 2 dneh, vsi vemo, da je zavajajoča, ker to bi pomenilo, da bi vi morali biti vredni, ne vem, koliko ima zdaj Buffett točno vrednost premoženja za ta trenutek, ne vem, 40 milijard ali karkoli pa že je dolarjev, ali 100, se sploh vem, ne, iskreno povedano. In to vemo, da je laž, to je enostavno laž. In zdaj, to je dokazljivo laž in to se nam zgodi. In to ni problem. Mora biti pa iskrena, to je povedal eden od udeležencev. Je dal testimonial, izjavo. Je seveda bil udeleženec, a ste brali kdaj, ne vem, kaj je že roman, ne vem, Ciklaman in agitator. Pač. Na vsakem shodu je 5 agitatorjev, ki trdijo, da se oni počutijo kot Warren Buffett, tako kot je 6 žensk ali pa moških, ki pravijo, da imajo take mišice kot Schwarzenegger ali pa vprost tako postavo, kaj se vem, Giselle Bundchen. Ko sem to pojedla, sem ratala to, ko sem dvignil te 2 uteži, sem ratal to. Ja, kaj pa bo drugega? Te testimonial so tudi vse fake, kot so te trditve okrog produkta. Zdaj, dam sam primerjavo. Recimo, velike aplikacije, ki se nanaša ravno na to, na fitness, na recimo mentalno zdravje, mental health in take stvari. In tukaj se je pri startupih začelo dogajati, da so zahtevali, bom tako rekel, investitorji, da se neke oblike kliničnih študij začnejo delati na raznih Harvardih, Stanfordih, če deluje recimo, ne vem, ko imaš mindfulness appe, kot so Calm, pa take stvari, če to res pomirja in so ljudje bolj produktivni in ti moraš plačati, ne vem, x milijonov dolarjev samo za prve rezultate, ko imaš 2 testne skupine, does it really move the needle, če jaz poslušam Matthew McConaughey, da me uspava zvečer ali kva že točen. Klele, ko pa en trdi, postali boste Warren Buffett ali pa ne vem, dal boš gor spodnje perilo, pa se boš počutil kot Ronaldo, ja, mislim, ja, ok, v redu. In tega ni. To tle ni, checks and balances ni. To je brez veze, to je čist. Tle se lahko spomnimo, kar kol hočeva, pa potržila. Okay. No, dobro, ni poanta manihao trženje ali pa karkoli, ampak je dejansko res finančno opismenjevanje. Ne, pravim, če delava tak produkt. Vem. Ampak tukaj bi vsem rada poudarila, pač to ne počnemo tukaj, pač poanta manihao je finančno opismenjevanje, pa v bistvu, da delimo to neko širino, da si ljudje mogoče potem lahko sami pomagajo, ne rabijo plačati 1000-1500 evrov za te zgodbe. Na ETF-e se znam. Ne, raj dajte 1500 evrov v ETF, ki vas zelo malo stane in boste nekaj dobili za penzijo nazaj in to je to, ne za te butaste seminarje. Se znam ETF-ov, teh, ki smo jih mi predlagali za posamezne regije, panoge, je tudi objavljeno na money-how.si v blogu, tako da tudi tam vse te informacije dobite. A se gremo mogoče dotakniti teh 5 zlatih investicijskih nasvetov od Warrena Buffetta? To je bil nedavno objavljen na LinkedInu en post. Charles Henry kako mu je ime? Mončau. Ne znamo izgovoriti, se upravičujem. Ja, Minhao, se vem, poznam. Je objavil in recimo, a greva kar po vrst. To se mi zdi, da smo... No, da slišimo, se jih sploh ne spomnim. Greva one by one. Invest in what you understand. Torej, investiraj v tisto, kar razumeš. To je res tista basic osnovno pravilo. A je tako? Ja, je res. In v bistvu ETF je full simple razumeti. Kupili ste košarico 500 največjih firm na planetu in od njihovih dividend in rasti boste imeli koristi, pa indeks provider, če v kakšna zaškripal, bo dal boljšo firmo not. Torej, kupili ste jabolka in jabolka se vezmer prodajala. Ok, gremo, da razumemo vsi, a je res, ne? Ne rabimo biti geniji ali karkoli, ne? Če pa druga stvar, ne, če grem pa posamečno delnico kupiti, moram pa tudi razumeti, ne,
kaj vpliva na to podjetje, ali jo kupujem zaradi dividende, ali jo kupujem zaradi tega, ker bo rastel, ali če bo šle obrestne mere na gor, bo šla 50% dol, kar ima full puffov, recimo, pa mogoče nav preživela, pač moraš razumeti. Tako da plukca. Tukaj bom pa jaz nekaj povedala. Trenutno se nahajam v Beogradu, bila sem pa na Kopaonik Business Forumu, ker sem res imela priložnost pogovarjati se s številnimi podjetniki, menedžeri, bankiri in tako dalje. In seveda, nanesla je debata tudi na investiranje in sem spoznala predsednika uprave neke banke v Srbiji, ne bom povedala katere, in mi je povedal, da tudi sam precej investira. Zanimivo, izpostavil je konkreten ETF in mi je rekel, a ti veš, da jaz dobim 2,5% dividende vsako leto z tega ETF-a. In sem ga pogledala, a res, ampak kaj pa davki, kaj pa prijava davčni? To je cel kup enih komplikacij in za nas v Sloveniji je to absolutno davčno, mogoče niti ni toliko prijazno. Ne? Je rekel, jaz živim v Srbiji, tukaj davčna politika popolnoma drugačna. Tako da tudi tukaj moraš upoštevati ta vidik, na davčni vidik, ne? Ja, absolutno ga moraš upoštevati. Pač sej tukaj, zdaj imamo že inštrumente, ki že sami reinvestirajo. Pozor, to ni tako, da oni izplačajo, pa gre denar nazaj not in pridobiš več točk, ampak to je pač tako, da se pač tako kot vzajemni skladi akumulirajo te dividende in se pač reinvestirajo na nivoju sklada. To je velika razlika, tle je velika zmeda, ampak to z dividendami je pa tudi tako. Ampak bom tako rekel, sej tudi če ti kupaš dividendo, moraš razumeti, da obstaja bruto dividenda in nekaj, kar boš ti neto dobil, če si z netom zadovoljen in to izpolnjuje tvoje cilje. Recimo, tukaj je treba poudariti, veliko slovenskih delnic ima visoke dividende in tudi po netu boste dobili 5-6% lahko od enega Triglava, recimo NLB-ja, so pa če si zmer riziki, ali pa Cinkarne Celje, danes rezultate objavili, so spet rekordni, ampak dajmo reči, spet moramo poznati, Cinkarna je ciklična delnica, pravijo, naslednje let ne bo tako lepo. Na 40 milijonov dobička, mogoče bo dividenda nihala. Enkrat bo, enkrat ne. Je treba še povedati, da so spremenili dividendno politiko, ni več 75% izplačilo dobička, ampak 50%. Tudi to je treba. Je pač zmanjšal se je kupček denarja. Hočeš, da greva v globino? Dejva analizirati. Obstaja, se bom hiter bom. Obstaja stvar, ki se reče bilančna dobiček in bilančen dobiček pomeni, koliko dejansko je na voljo za razdelitev, potem, ko sta uprava pa nadzorni svet nekaj v rezervacije oddala in oblikovala, razporedila v rezerve. To od folk tudi ne ve, ker misli, da tam je nek dobiček, pa vse je izplačano. To so vse stvari, ki na koncu gremo na nivo delnice, moramo vedeti. Tukaj je faktorjev tveganja, 20 jih je siguran. Eni so manj pomembni, eni so pa ful lahko pomembni in se jo ravno materializira takrat, ko vam bo en sošolc ob šanku ob pivu rekel, morate delnico, ne vem, Cinkarne Celje ali pa karkoli pač že kupati, pa boste vi prišli ravno takrat, ko oni lemmingsi se jaz zmer hecam, ko gradijo, pa pridejo pol, pa padejo čez prepad, ker se nekaj zgodi. Tako da vi morate sam vedeti, ni težava, da prevzemate tveganje. Vi morate sam vedeti, če pride in se nekaj zgodi, kaj se v pol zgodil, ker pol navte presenečeni in te razumeli, zakaj se nekaj dogaja. Zato prav Warren Buffett, vi moraš razumeti, v kaj investira. In on je investiral v Moody's, recimo, v razne Coca-Cola in druge stvari na točkah, ko so bili, ali pa City, ali ne vem, kire banke že točen imel, takrat, ki je bil največ problem, takrat je on bil od Goldman Sachs, je s prednostnimi delnicami prišel not, ki jih je pol skonvertiral, ki je dobil 10% na sred finančne krize, ki so rabili kapital. On je vedel, kva počne. Predtem je bila pa stvar preveč zakomplicirana, pa cena previsoka. In tudi zna biti zelo potrpežljiv, da to kup. Ni to tako, on šel na seminar, pa en mu pove, pa kar kup, ki mu je dal tiker. On ima tiker na svojemu steni 20 let, pa bo pol flintovem potegnil po strelu. Povejte mi, kdo ima tako disciplino od teh lovilcev seminarskih namigov. Zdaj pri Warrenu Buffettu je bilo tudi kar nekaj kritik, da je zamudil nekatere priložnosti, predvsem v IT panogi, ampak seveda jih je. No, tudi on dela napake, saj je samo človek, ne? Ne, to ni bila napaka, pa mislim, on je priznal, da je mogoče bi lahko malo prej, ampak on se je držal svojih načel in je investiral v to, kar je razumel. Se je to večkrat povedal, ne? In tudi širili so tim na Berkshireu, polka so se novi asset managers, se ni tudi tako, da samo Warren Buffett tam pritisne na gumb kupi, to morate tudi razumeti. To v Berkshire Hathaway lahko dobi največje talente na področju upravljanja premoženja tja jutr, če pač se za to
odločijo, dajmo biti iskreni. Tako da, in tudi, če gledamo nazaj, to so analize, kakšnih 15 let Berkshire ni ustvarjal donosov, ki so bili višji kot trg, ravno zaradi tega, ker je IT panoga rasla in se pač to ni zgodilo. Sam ljudje ne razumejo, da so jih pa prej 20 let prej na teh consumer staplih, torej na potrošnih dobrinah, kot so Coca-Cola in druge, so itak toliko zaslužili, da so imeli zaloge, kar jo hočeš. Važno je samo, da takrat niso bistveno manj kot trg naredili. In zdaj seveda ki pogleda 2 let, se pa tam zgraža, Warren Buffett loser in naredil manj kot trg, kako pa to, da vsak leto ni več, pa ne vem kaj. Mislim, ampak je šel na seminar in je zdaj on novi Warren Buffett. V glavnem, če bomo vsako točko tako zanalizirala, bova imela epizodo 1-2 uri. Ok, greva naprej. Druga točka. Invest in productive assets. Kaj so productive assets? Zlato verjetno ni. Ne, on pač verjame v to, da imaš neko podjetje, ki ima produkt, ki vodi v prihodke in tudi dobiček. In to pomeni presežni denarni tok. Productive assets pomeni, da je kapital oplemeniti, ustvarjajo prihodki in dobiček. Zaradi tega tudi zelo redko investira v delnice družb, ki ustvarjajo izgubo, nimajo definiranega poslovnega modela, konkurenčne prednosti. To je klasika value investiranja. Ti kupaš delnico, ki je produktivno podjetje, Apple, Microsoft, ki ima dobiček takrat, ki ga noben ne mara. Ne vem, lahko bi tudi rekli, če verjamemo, da Meta nauči zabluzila in maybe to celo value case za enega Warrena Buffetta. Ker je vsem produktiven asset. Lahko so to tudi nepremičnine, ko ustvarjajo denarni tok, recimo, ali pa neke productive assets so lahko tudi počasneje rastoča podjetja, ki pa skozi konstantno ustvarjajo dobiček. Vse je pol odvisen od cene. Lahko imate tudi rastoče podjetje, ki dobiček ustvarja in ima pač seveda malo višjo ceno, ker je pač še raste. Tako da ta tudi malo dihotomija growth in value, nekdo je razlagal, da to ni čisto, kot mogoče mi gledamo preveč kirurško. Nekaj, kar raste je growth, nekaj, kar ne raste, pa ima dobiček, je pa value. Ni glih tako. V bistvu idealno je, da ti ugotoviš firmo, ki bo reinvestirala kapital in z enakimi nekimi stabilnimi maržami uspela rasti. Primeri so bili, če hočete, Apple, Microsoft, to so bili vse casey, ki so v bistvu zaradi rasti ratali to, kar so, tudi pa njihove uteži. Je pa neka druga stvar, je pa Tesla. Tesla pa ni imela stabilnega dobička, recimo. To pa tam pa Warrena Buffetta nismo še videli not, ker je bilo prezgodaj, mogoče za njega. Sej on pravi, če imam firmo, ki v 100 let živela, pa skozi rasla, se ni treba mi prvo 5 leto jo kupiti. Lahko jo kupam po 15 letih, ko bo en misel, da nav preživela, pa jom takrat kupil. In tako je on tudi v Moody's noto stopil, recimo. Ok. Cash is a bad investment. Mogoče tukaj sam eno zadevo, včeraj se mi zdaj ful fascinantno, ko sem se pogovarjala, sem naredila en intervju še z enim predsednikom uprave banke, ki je dejal, depoziti so zelo profitabilni za banko, če zdaj ne vem, zakaj bi to padalo na pamet, ampak ja, cash is bad investment, mogoče gremo kar na cash is bad investment. Dejansko zaradi povišene inflacije trenutno res lahko rečemo, da je zelo bad investment, ker pač inflacija ti odžira v bistvu vrednost denarja. Kupček se ti manjša ravno zaradi inflacije in če govorimo o dolgoročnem investiranju, je to ključna stvar, ki je pogosto tudi prezrta. Prav tako so tudi stroški razni, s katerimi so obremenjene naše investicije, pogosto prezrte, ki pa prav tako v bistvu nažrejo v bistvu naše donose. A je tako? Ja, absolutno. Sej, če cash leži, pa je inflacija, pol vsi vemo, kaj realno rata iz tega zneska v 100 letih. Pač pretty much je minuscule realna vrednost skupna tega. To je ena stvar. Druga stvar je pa to, kar je pač popolnoma jasno, da če imaš dolgoročen horizont in si potrpežljiv investitor, kar in Warren Buffett in Charlie Munger fanatično in strastno sta, se jih vidimo, da 92 je star Warren Buffett, sem preveril vmes, še vedno delata to, kar delata, to pomeni, da sta pripravljena zelo, zelo dolgo čakati, da se jo materializirali donosi. In veste, da je tam riziko, ampak na dolgi rok, v resnici na dolgi rok pri ta pravih blue chipih tega rizika v osnovi sploh ni.
Bom razložil, zakaj. Ker pač se bo izpovprečil donos in tisti donos boste ustvarjali. Bojo nihane vmes. Rizika so za tiste, ki izstopajo ven, morajo čez 2-3 leta ven. Za nekoga, ki 20 let gleda naprej, ni rizika, da bo on realno vrednost v teh tako imenovanih produktivnih assetih, torej premoženju, kjer firma underlying denar ni toliko ustvarja pozitiven. Tudi če danes kur bo jutri plus delala, recimo, ne, to je lahko logika, ker raste, ampak tukaj je nelogično, da imaš v denarju na dolgi rok svoje premoženje. Popolnoma nelogičen, ker pa res je to recept, da boš zgubil vrednost, da bo upadala. To je garancija, da bo upadala vrednost v resnici. Denar imaš, ker rabaš likvidnostno nekaj plačati, ker ne vem, neka tveganja pokrivaš, ker imaš neko obveznost. To je tukaj v bistvu temu se reče mečaš, torej delaš rezervacije za neke izdatke. Ne vem, če porabaš na mesec, ne vem, karkoli pa če že znesek, ne vem, 1000, 1500, 2000 evrov, pa vsi vemo, da moš neki denarja imeti za to, da boš pač prišel čez mesec. Tako da, in to je, zato rabaš likvidnost in denar. Zdaj, taktično lahko imaš denarja neko obdobje, neko srednjeročno, leto, 2, 3, 4, ker nekaj taktiziraš, ampak onkraj 10 let, 15 let, 20 let je pa to suicide za denar. To je suicide za wealth. Jaz se strinjam s tabo, da je to res suicide za wealth, ampak vseeno, če pogledava samo strukturo slovenskega varčevalca, še vedno drži denar. Denar bodi si doma v predalu, slišala sem celo zgodbe, da ljudje tako založijo gotovino, denar, ki ga imajo doma, da ne najdejo potem tega denarja. No, to sem slišala že kar nekaj teh zgodb. Enkrat sem slišala eno zgodbo enega gospoda, ki je 7000 evrov založil nekje v stanovanju in še do današnjega dne tega denarja ni našel. Ampak dobro, to so... V glavnem... Vsak ima kakšno tako družinsko zgodbo. Jaz jo imam tudi, pa je nam zdaj prav. Katera pa je, da povej, za me pa prav zanima. Ja, družinska zgodba je bila, da je moj stari oče, ki je seveda pokojan, enkrat kupil zlato in ga je nekam skril, mislim, in pač nekako ni uspel artikulirati, kje to je, in pač družina to pomeni, pač ne vem, moja mama, strici, pač njegovi sinovi in hčere, pač so rekli, mislim, selili so se iz hiše in bilo je neko gospodarsko poslopje, ki se je tudi podirali, in vem, da je stric fanatično z metalnim detektorjem hodil okrog in iskal, kdaj bo kaj zacinglal in kje bo najdel, pa ni bilo. Zdaj pa ne vem, ali je bilo to fiktivno zlato, to so bili neki taki zlati kovanci, konkretno v Avstriji se je to kupovali, in pač ti se je bilo, ne vem, koliko je bilo vredno, pojma nimam, 20,000 mark, 10,000 mark, ne vem, 5,000, pojma nimam, bil je pač nek denar, in dovolj, da je bilo vredno investicije v detektor kovin, ali pa si ga izposodil, da se ne ve, od kje je stric to prvleko, iskreno povedano, in še preden se je pač podiralo tisto poslopje, to je bilo tako zraven hiše, ker je bila gostilna včasih tam, in staroče tudi tam kakšen šnop skuhal, pa take stvari, in se je predpostavljalo, da tam kje zraven tudi skril tistih par kovancev pod kakšen cegel. Tako je bilo, zdaj, tako kot je jaz ne vem, ali je dejansko to naredil ali ne, to so zdaj zgodbice, če hočete, lahko pravite, da sem si jih zmislil, pa je dobra debata, ampak nisem si jih, mislim, to je dejansko bila zgodba, tako da pač, zdaj, so bili časi ko so bile valute še zmer, pač, rekel, vprašanje, kaj trdna valuta, kaj ne. Isto, jaz sem se pogovarjala z nepremičninskimi posredniki, so mi tudi povedali, da je kakšen prejšnji lastnik pozabil nekaj 1000 evrov nekje v stanovanju in seveda to novi lastnik z veseljem pobasal v žep, po domače povedano. Tako da treba je paziti na gotovino, če jo imate, to je glavna poanta. Oziroma, poanta je tudi to, da če ga imate doma, je vreden res iz minute v minuto manj. Pa mogoče samo še to, kar se tiče tega, da imamo doma nek denar, zlatnino in podobno. Pred leti sem šla na Dob v zapor k profesionalnemu vlomilcu, da mi je v bistvu predstavil taktiko, kako on vlamlja v stanovanja. In seveda, to je čisto zelo simpel taktika, on pač pride noter v stanovanje, dobijo nek namig, da ima nekdo nekje večjo količino denarja, noter pridejo z
tem pač udrejo noter z macolo, ne vem, Spicerjem udrejo noter, smešno se mu je zdelo, to je bilo tudi bizarna zgodba, rekel je, smešno se mi zdi, da ko pridem do nekega stanovanja, vidim protivlomna vrata, zraven pa okno, ne. Mislim, izbira ni težka, ne, zelo enostavno je Zdal protivlomna vrata, smo točno povedal, ki bo redno, da se nam matra. Točno to. Skratka, ja, dobivajo namige in potem seveda pridejo noter v stanovanje in poberajo tisto, kar imaš v stanovanju. Tako da tudi, če imamo denar, a pa neke zlatnine in podobno, neko premoženje, je treba to tudi ustrezno zaščititi. Ne moreš to kar takole imeti. Ne? Vem, da mi je enkrat ena kolegica razlagala, da je kupila kepo srebra in sem mi vprašala, kje pa imaš to kepo srebra, zdaj pospravljeno, je v predalu. Ne? Mislim, tako malo po domaču predalu. Ja, zato so pol sefi, ali ga doma ugradiš, pa nekaj stane, ali ga pa najamaš, ne? To je pa vprašanje, kva imaš, kar hraniš. Ok, greva naprej. 4. točka imava samo še 2. In sicer, too much diversification is not good. Se pravi, če smo preveč na vseh koncih, tudi v življenju, verjetno to ni dobro. Ja, to izhaja iz njegovega prepričanja in samozavesti, da je sposoben najti produktivne naložbe, ki bojo lahko prinesle več kot, dajmo reči, trg ali pa več kot blue chipi ali pa več kot S&P, na dolgi rok, ne govorimo, ne zdaj na 1 let ali 2. In tukaj je, to velja, če ste vi neke veščine pridobili, ker konsistentno to lahko počnete in lahko je Warrenu Buffettu biti pameten za njegovim track recordom, vse tisti, ki začenjajo, pa jaz rekel, začnite pri diversifikationu, ratejte pameten, postanite Warren Buffett skozi čas, ko ste občutili, da ste na dobri poti, začnite s prvimi naložbami in njegova logika je, ko veš, da si prepričan, da je nekaj prava stvar, neka delnica, se ne boj iti in jo obtežiti bistveno, pač rekel, konkretno investirati v neko stvar. Ne? Sam ne na seminarju, prosim. Lahko Andraž, ne razumeš, ti tebi način jasen. Ti lahko diverzificiraš tudi število seminarjev. Mal greš mal in pa imaš na 10 seminarjev, sicer prvo vsakem upamo, da nam zapravo 1000 evrov, ker pa imaš lahko 10.000 evrov, investiraš v izobraževanje in potem žanješ, sam žanješ, pika. Sam žanješ. Pač, ne, pride Reaper, pa te pokosi, pa si ti žetev. Tako da, to je to. Ne? Ja, no ja. Tudi to gre. Ja. Skratka, gremo naprej. To je najbolj pomembna stvar, ki je seveda pogosto, se vsi zavedamo, ampak potem tudi pozabimo takrat, ko je najbolj treba vklopiti pač ta senzor. Avoid herd mentality. Čredna miselnost, se pravi miselnost črede. Ne? Ja, mislim, kaj pa nekaj rečem. Če pri frizerju slišiš, da ti govorijo o nekih super naložbenih priložnostih, je verjetno že to postalo prenevarno, da greš v neko zgodbo, predvidevam, če pride do te debate v gostilnah in v frizerskih salonih, predvidevam, ne? Ja, sej te seminari so na istem nivoju, pač zmer the next hot thing dajo noter, to, kar se govori po kavarnah, fitnessih in karkoli dol, in v bistvu galvanizirajo in ojačajo čredno mentaliteto. Točno tako. Zdaj, tukaj pa pol malo zgodba. Ne, jaz bom tako rekel, so tudi strategije, ki gradijo na čredni mentaliteti, a ne, temu se reče momentum trading, ko se nekaj začne premikati in folk tam dere denar noter, se smo imeli te zgodbe v končni fazi na GameStopih in podobnih stvareh, ne, to je bilo točno to, a ne, pa če si ti ta prav trenutek not prišel s tem hrdom noter in ti zaslužil se umaknil ven in vsi zmer operirajo, da so bolj pametni, kot prost uboga duša, ki bo pač ostala z ono vrečo tam brezveznih delnic, ne, in pač to se dela, ampak na dolgi rok, da ti zadev vsakič to ušitek na konc spet končal tam, ki sem rekel, nek na dnu, a ne. Tako da tega se moraš izogibati in enostavno delaš stvari, ki zate delujejo, a ne. Zdaj, zame osebno to ni bil problem nikoli, že ko smo bili mladi, smo bili dosti tako marginalizirani, alternativno muziko smo poslušali, ker so trendi muzike prehajali gor dol, smo bili še zmer isto nabijali, ne. Tako da meni je to zelo blizu biti neki in reči, mogoče tudi malo biti upornik in klubovati tem trendom in se ne podrediti nekim mainstream trendom, ki se pušajo, ne. Zdaj, zato že v osnovi sem kontrarijan, ne. Ta zgodba ne iti za čredo,
tudi temelji na tem tako imenovanem kontrainvestiranju, da se ne bašaš nekam not, kjer je gužva, ampak odkrivaš svoje priložnosti potrpežljivo tam, kjer enostavno vsi bežijo ven in tam lahko nastajajo priložnosti. In to smo tudi videli, recimo banalno, zelo lepo, energetski sektor je bil super primer kontrainvestiranja skozi korono. Vemo, kje je bila nafta, vemo, da je bila celo na minusu, pa vemo, kje je danes ExxonMobil. Če bi ti takrat to kupil, je izjemen primer, ko greš kontra crowdu, zato da lahko zaslužiš. Ne? Tako da kontrainvestiranje doskrat kratkoročno gledano je pillar tradinga, da v bistvu, kaj nekaj šlo predelač, rečeš, bo šlo nazaj pod povprečju in kaj nekaj šlo pod povprečje, bo šlo icak nazaj gor. Ne? Tako da to je del tega. To je pogosto, res, to je pa eno zelo pogostih vprašanj, ta exit, kako, kdaj, zakaj. Ne? Se mi zdi, da ko enkrat raste, da ljudje zelo težko rečejo, ok, zdaj bom pa jaz ne vem, ko pride do nekega nivoja, vse skupaj prodal, ne. Ker vedno obstaja kaj pa, če bo šlo še gor, ne. In tista psihologija, v bistvu je investiranje tudi malo psihološka igra, ne. Sam s sabo se malo fajtaš, na pohleb imaš unga angelčka pa hudička, na pohleb pa strah, ne, te skozi neki, kako bi rekla, preganja, no. Ja. Emocionalno, v bistvu, emocionalen layer igra vlogo pri sprejemanju odločitev. Ne? Nismo racionalna bitja, mi nismo roboti ali pa umetna inteligenca, ki bi matematično zračunala, kdaj je fajn iti ven pod nekem modelu in ne samo zračunala, tudi pritisnila na gumb, ker pač ne bi dvomila v svoj model, ampak mislila, da je tam še nekaj višjega in da smo mi tak božja poslana bitja ali kva že točen, da bomo itak vsi zmagali in šli na nebesa. Tako da zdaj, to je težava. Ni bil plan, iskreno povedano, res ni bil plan, da bi se pogovarjala danes o teh 5 zlatih pravilih investiranja, ampak mogoče ni slabo, da se malo obnovi znanje. Bila je pa tudi en povod za to debato, ne samo pač te delavnice, ki se kar pojavljajo, pa neki ljudje. Jaz sem že 15-20 let v tej panogi, spremljam dogajanje, za nekatere ljudi moram iskreno povedati, kot novinar, ki pokriva to področje, res nisem slišala, no, nikoli, do pred kratkim. Ne. Tako da vedno pridejo neke osebe, ki ponujajo nekaj in pač jaz jih ne poznam. No. Tako da zelo težko tudi v bistvu komentiramo nekaj, kar v bistvu ne poznamo. Ne. Konec koncev, ampak slišimo pa zelo veliko zgodb, pa tudi na našem Discordu se precej pogovarjajo o tem. Ideja je bila, pač objavljen je bil en graf, ki ga bom tudi objavljal, ni bil graf, en tak, recimo temu infografika, ki bom tudi objavila na našem blogu, kako Evropejci investiramo. To se je kar precej po LinkedInu razširilo in je zelo zanimivo. Mi imamo skoraj 25 milijard oziroma 26 milijard evrov praktično deponiranih na banki. Po drugi strani smo pa, kar se tiče samega investiranja, kako bi rekla, malo schizofreni. A ni to schizofrenija? Gremo iz enega ekstrema res konzervativnih in nekih varnih naložb v drugi ekstrem, ker smo zelo pohlepni, ki hočemo hitro zaslužiti, to so pa kriptozgodbe. Ja, pa sej, če greva, se v bistvu to je objavljeno na portalu, ki je dosti znan med ljudmi, ki spremljajo te portale s contentom, Visual Capitalist, tako da v bistvu bila je neka anketa po celemu EU-ju, v bistvu kakšen delež, ne vem, naložb v različne stvari imajo v različnih nacijah in mislim, da smo mi prišli na nekih 25% v isto delnice in kripto. Mislim, da je bil delež kriptota najvišji med EU državami ali evropskimi državami v tem smislu. Jaz sem šel malo to pogledati, tudi visoki deleži so bili zlasti, rekel, bolj tveganih, pač seveda kripto je bolj tvegan asset class v tistih državah, kjer je manj razvit kapitalski trg in kjer ljudje hitreje iščejo pot do bogatstva, mogoče so prišle države s tranziciji ven in se pač malo več gambla in išče bližance. Enkrat en kolega mi je rekel, povsod po Balkanu, po vzhodni Evropi, tudi tehnološko gledano so tehniki taki, da so mogli iskati bližance, kam veliko tehnologije ni bilo dostopne in to se je še zmeraj ohranilo tudi pri investiranju. Iskanje bližanc, quick fixov, po domač povedano. In to se vidi. In tam so Bolgarija, Slovenija, take Hrvaška države, in tudi Italija. imajo kar visok kripto.
je tako. Bolj jug ima višji kripto, kot pa gor sever. No? Tako da, in je to tako zdaj, kakorkoli gledaš. A ne? Ja. Statistika je tukaj kar zanimiva. No? Se tudi konec koncev, Slovenija ima 18% investicij v kriptovalutah, Hrvaška 16%. Ja, koliko pa so delnice? To pa 22%. Se pravi, vidiš, skoraj isto. Tam. Tiste, ki so sprašvali, je bilo za njih to eno ali drugo, ali pa oboje isto. Recimo, gremo Nemčijo pogledati. Nemčija 6% v kripto, pa 33% v razne sklade, delnice in pa obveznice. Tako. Belgija ima tudi 32 proti 6. Ne. Tako da Slovenija je tukaj kar precej izenačena, kar se tiče investicij v kripto in pa v sklade in pa delnice ter obveznice. Mislim, jaz nisem šel v globino, kakšni so bili vzorci, pa kjere populacije so to sprašvali, pa kako so to počeli. Evropejce, vse Evropejce. Dosti je tudi vprašanje, če ti digitalno anketo delaš, pa karkoli. Jaz sem še skeptičen, da je sploh to delnice, iskreno povedano. Dejanska lokacija, to je zdaj nekdo odgovarjal neki tam, Tako da in ko se objavljajo razne take raziskave, se nekako spet pojavi motivacija ljudi, da govorijo o finančnem opismenjevanju in da se to izpostavlja. Bila sem, kot rečeno, na tem Kupovnik Business Forum, ker je bila tudi ena učiteljica povabljena med govorci in mi je bilo ful zanimivo to, da je v bistvu povedala, kako ona uči matematiko, da je poskušala matematiko predstaviti na čim bolj praktičen način in to se tukaj v Srbiji dogaja. Ne? Se pravi, kaj pomeni obrestni račun, in to se učijo pri njej, se to učijo pri njenem predmetu, ampak to je samo en posameznik. Se pravi, je potrebno v bistvu sistemsko te stvari reševati. Posamezniki, veliko je takih samoiniciativnih tudi v Sloveniji, ampak žal je treba sistemsko te stvari reševati. In vsakič, ko pridejo te razne ankete in razne raziskave, takrat se pojavijo te, moramo nekaj narediti, čeprav zdaj se tudi pri nas v Sloveniji nekaj dogaja, kar se tiče finančnega opismenjevanja, so se prebudili nekatere inštitucije, če lahko tema. Vsi so se prebudili, Marija, iskreno povedano. Res so se prebudili, in spet, zdi se mi, da spet razodetje je bil in vsi so ugotovili, da bi zdaj to radi počeli, iskreno. In pričakujte, da tega bo toliko, da se ven navte videli. Iskreno povedano, mislim, tako, jaz še zmeraj mislim, da tukaj marsičesa se ne razume, ko se dela to finančno opismenjevanje. V misli, da pač narediš ti nastavljene 2 seminarja, malo ljudi malo povabiš, nekaj govoriš in pol je bilo to smo. V bistvu bomo financial literacy washing delali, iskreno povedano. Tako jaz to vidim. Videl sem tudi, objavljena bila ta strategija vlade o trgu kapitala v Sloveniji. To je tam tudi neka tema, spet je, 10 inštitucij, ki jo razpravljali, 90% časa o tem, kako jo ljudje izobraževali, pa sem videl nekaj najbolj obskurnega tam v življenju, tako zadnje čase me nič sploh več ne preseneti, ko berem. In sicer se bojo bojda izobraževali finančni direktori. To je bilo zame tako, mislim, ko se bo pa oni finančno opismenjevali, mislim, kva so sploh tam, če nič ne znajo. Ne, govorimo o kapitalskem trgu. Če bojo kapitalske mogoče, To je cela schema, da bomo najprej mi izobrazili strokovnjake, finančno pismeni, pa bomo pa še šli na nivo tako imenovanega prebivalstva, kjer bomo spet. S tem, da je še ekstra projekti so, če smo že glih pri tem, in to tudi veš, kjer se bolj da javni sektor opolnomočil z nekim finančnim opismenjevanjem, kjer še zmer ne vejo ljudje, kaj točno se je opismenil, je pa res, da je EU veliko sredstev tukaj noter predvidela in kaj je lepšega, kam imeti projekt, ki na evropskih sredstvih laufa. In pač tako je. In zdaj, na koncu rečeš, vse je dobro, da se premika, ampak to smo zmer še zelo trajali nero. Jaz mislim, da je to vse dobro za posameznika, da dobi lahko informacije iz različnih koncev. To je vse dobro, konkurenca je dobra, prinaša v bistvu, konkurenca, tako zdaj gledam tudi z vidika, z drugih aspektov, ko gledamo, vse je v redu, da prinese v bistvu posamezniku več informacij, več možnosti, da se izobrazi, več možnosti, da se obrne nekam, to je vse super in prav. Tako se opismenjuje v bistvu naša
država in mislim, da je prav tako. A sem jaz lahko bolj kritičen, kakšen je pa moj pogled? Evo, jaz sem malo alternativc, ne? Vedno sem bil in zmer sem bolj contrarian. Ne? Jaz verjamem v learning by doing, danes je learning by doing izjemno enostaven, imate toliko digitalnih toolov, so full simple, začnite z manjšimi zneski, začnite vrčevati in se upismenjujte, learning as you go. Ne rabite najprej 3 mesece hoditi na neke osnove, da boste nekaj razumeli. Pač vzemite tisti brezvezen app, sklenite vrčevalni načrt 50 € in se učite zraven. In tako simpel je danes to postalo. In vsi ti ljudje bojo, ne vem, zdaj filozofirali 2 leti, preden boste vi prišli do točke, ko boste vzeli v roko svoj pameten telefon in a veš, ne, sorry, tako je, pač dej bodimo aktivni, ne čakati, da vzaj nek seminar tam nam dal za ston, pa se bomo spet uvrstiti, tako upokojenci za bonus tak, kdo šel na un seminar po možnosti. Meni je to tako, pač let's just do it, nič nas ne ovira, vstopni stroški za izobraževanje so ful nizki, informacije ful, sam bodite aktivni. Vstopni stroški za izobraževanje so ful nizki, to pomeni, govoriva, zdaj ne govoriva o teh dragih seminarjih, ampak govoriva, da je dejansko nam vse praktično napladno ponujeno. Tudi Moneyhow konec koncev je brezplačano, ne? Na YouTube imaš cel kup brezplačno vsebine, ki je dobre. Investopedia res da je v angleščini, ampak tam imaš izredno veliko koristnih informacij, Google Translate pa tudi relativno ok prevede, a ne? A pa DeepL, lahko uporabljate tudi DeepL. Mislim, jaz ne razumem, kako bomo mi finančno izobraževanje se šli brez da pač poznamo en globalen jezik. Ne? Zdaj, trenutno je to angleščina, če tega ne znate, pač investirate v tečaj angleščine, rajka undrag seminar. Sorry, to je moj nasvet. Ker boste toliko širši krog imeli dostopa do znanja in te lahko marsikaj več prebrali in to je del osebne rasti. Pa nič ne podcenjujem. Normalno, če nekdo jezika ne zna, se ga lahko naučite. Se jaz tudi ne znam kakšen jezik, pa bi si mogoče mogel vzeti cajt, da se ga naučim. Bi mi tudi koristil. Isto men, kakor mogoče vam, če danes angleščine, saj te osnovne pač mogoče mislite, da ne vladate dosti dobro. Tako da jaz bi rekel, res ne, z vsemi temi urodji, tudi recimo, čestirali smo ChatGPT pa te stvari, mislim, tam se už na koncu pogovarjamo vsebino, povej mi, kako se nekaj dela, kako pametni ljudje investirajo, a mi bomo pa kurikulume pisali naprej, ne vem kaj, naš otroci pa s 3 kliki na YouTube, na ChatGPT-u vedeli tak že 5-krat več, preden bojo te učbeniki spisan, bo že čist svet drugačen. In to se mi zdi, ne vem, kdo je to razlagal, je bil Gary Vee, se mi zdi, da je cel koncept izobraževanja v bistvu disruptiran za tem internetom. Če mi živimo v 80-ih letih učbenikov in kako se to dela, jaz razumem, da je to stroka didaktično in ko ti znanje podajaš in vse to, ampak če ti tega ne upoštevaš, pa ti si dinozaver tam noter in kuraš denar javen za stvari, ki jo imeli ful mejhen učink. Po moje de facto na koncu. Bojo lepe slikce, ali jo tam otroci, ali jo mladi, ali jo penzionisti, ampak to bo pol samo seb namen. Ne bo real life učinkov. Nič manj depozitov ne bo, pa nič več skladov zaradi tega. To je moje mnenje. Ja. Če boš tako delal, če ne boš naredil nekaj, kar bojo ljudje se engageali, to pomeni, dejansko šli, te tečaji mogli biti, odprli ste račun in kupili ste prvo delnico, a vidite, ko je to enostaven, ne vem, da ta strah prebrodiš. Tako dobesedno mogli biti. Ja. Upajmo, da bo. Upajmo, da bo. Ok. Ja. Kaj ćemo zdaj? Ne vem, zdaj sem mislila, da bova midva danes malo po našem Discordu pogledala, kaj ljudi zanima. Zelo veliko je vprašanj, ampak zdaj se pa že 1 uro pogovarjava, tako da mogoče pa o našem Discordu in vprašanjih, ki jih imajo naši člani tega, to ni klub, to je kanal, server. Skupnosti. Moneyhow skupnost. Recimo. Tako da bomo drugič malo to obdelali. Predlagam, da zaključva. To zahteva posebno epizodo, po moje. Q&A, ja. Pa več ljudi, ki odgovarja na to, bilo tudi fajn. Jaz sem čak malo, se imamo na dogodku tudi lahko, mislim, bomo imeli Q&A. Tam imamo AMU, ali kako imamo že, Ask me anything, AMA. Ask us anything. Us? Aua. Aua. Če se hočete iti, aua, pustite vprašanje na Discordu in bolj bo za nas aua. Kaj bo rekel, da smo totalno norda. Aua.
Ja, lej, Jaz mislim, da je čas, da zaključimo tole debato, če ne bo predolgo. Preveč časa traja vse skupaj za editiranje. Nič, hvala lepa, da si bil gost Money How. Vidimo se seveda na dogodku 20. aprila. Dragi poslušalci in gledalci, upam, da vam je bila epizoda všeč. Če ne, vam bo pa mogoče druga, da se hecam. Ali pa vam nikoli ne bo, pa je tudi v redu. Ali pa vam nikoli ne bo. Ne, seveda jim bo, no, kakšno jim bo pa že všeč, no, come on. Kakšnemu? Enemu, dvema. V glavnem, poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.